Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes naključni nasvet karte prehodu na novo dobo. Da vidimo, kaj ta trenutek, katero sporočilo je za vas najbolj pomembno. Prvo, drugo sporočilo in tretje sporočilo. Mislim, da je prvo, prijaznost, brezpogojno sprejemam sebe in druge. Povezano je s tem, kako razmišljamo o sebi, samopodoba. Samopodoba, brezpogojno sprejemanje. To je težko, ne da? Zato, ker pri sebi najdemo toliko stvari, kar ni v redu. Ni v redu, da imamo nekaj premajhnega, nekaj preveliko, nekaj preveč krivo, nekaj kaj. Glejte, ni ga človeka, ki ne bi pri sebi kakšne stvari zamenjal, popravil in kar ni v redu. Ampak po drugi strani je pa naše telo edino svetišče, edino vozilo naše duše. In dejstvo je, da naše telo ima zmožnost preoblikovanja. No, zdaj vam pa preberem. Do sebe sem nežna, sočutna in mila. Ta moja mehkoba se odraža pri vseh odnosih. Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po meni. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postavim za sebe. Prepoznavam svoja čustva in znam razbrati čustva drugih. Na ljubeč način se znam povedati, kaj želim. No, in to komunikacija, na ljubeč način znam povedati, kaj želim. Zdaj ponavadi je tako. Tiste, ki imamo program Bodi tiho in potrpi, samo nalagaš in enkrat eksplodiraš. In potem ne poveš na ljubeč način, kaj imaš za povedati, ampak eksplodiraš. In ljudje okrog tebe jim še sanjanje enostavno reče, pa kva ti je, do zdaj si bila pa dobre volje. Dejstvo je, da kaj občutim, kako jaz to delam, spravim se v ravnovesje in potem rečem, kaj v tem trenutku občutim. In tista misel, ki mi prva pride na možgane, je ta prava, ker to je moj občutek. Ker tako močno smo navajeni, da potlačimo svoja čustva in potem pač kažemo nek obraz, ki bi ustrezal drugim, samo ne sebe. Zato je tako pomembno biti v stiku sam s sabo. Druga stvar pa, ljubeče sprejemam sebe in druge. Druga stvar pa moramo razumeti, vsak od drugih ljudi dela najboljše, kar pač zmore. Nekdo ima maksimalno tudi to, da laže, da krade informacije, pač to je njegov maksimum. In zdaj, zaradi tega se boš postavljal na glavo? Ne, ampak druga stvar pa je, ko jasno rečeš, tako ne dovolim, da se z mano dela, takrat se začnejo stvari spreminjati. No, naslednja je svoboda. Svobodna sem, pogumno se odločam za sebe. To je karta številka 4. Osvobajam se vseh spon, prepričanj, odnosov in vzorcev, ki me zadržujejo v nezadovoljstvu. Mirna sem. Neskončnemu v meni ne more spodleteti. Mojemu življenju vladata božanski red in mir. Mojega duha prežema božanska ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca. Ja, pogumno se odločam za sebe. In veste, ko si v stiku sam s sabo, to je pa zdaj prva zadeva. Ko prideš v stik sam s sabo, se lahko odločaš za sebe. Dokler nisi v stiku sam s sabo, se ne moš niti odločiti za sebe, zaradi tega, ker samo skrbiš za to, da so vsi srečni okrog tebe. No in zato sledite sporočilom. Naslednja so pa potem angelski glas, to je pa 37 karta. Rešitev je blizu, je tukaj. Umirjena sem, da lahko jasno slišim sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moram narediti. Angeli me vodijo k pravim ljudem. Angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpira me cela angelska vojska, mene ljubi vse stvarstvo. No, in ta glas vsem nam govori, kaj jaz sama delam. Zvečer, ko grem spat, prosim stvarstvo za vodstvo. Enostavno rečem, stvarnik, vodstvo, angeli, rada bi dobila jasno sporočilo, kaj imam za narediti. In v sanjah dobim tako jasna sporočila, koga naj pokličem, na koga naj se obrnem. Dejansko to, kar sanjam,
enostavno je tako jasno sporočilo, naredi to. In to dejansko naredim. Ta ista sporočila lahko dobivate v meditaciji. Recimo, kako so te karte nastale. V meditaciji sem dobila jasno sporočilo, napiš karte sporočila zdravljenja. 88 kart, poklič Katarino Vidmar, ona bo narisala slike in je to. In v bistvu se je speljalo samo od sebe, nastal je neverjeten projekt. In zdaj mogoče imate vi nekje v glavi neko idejo, od tega bi lahko živela, to je neka dobra zadeva, tukaj mi gre dobro. In potem se pa uglasi druga stran, strah, kaj pa če ne bo šlo, kaj pa če mi ne rata, kaj pa če tega ne bo nihče kupil, kaj pa. Vedno se bo najdel nekaj, zakaj nekaj ne bi šlo. Zato je tako pomembno, poslušajte vodstvo. In ko vam začne ta glas govoriti, zakaj ne more iti, kako ne more iti, vi jasno rečete, dovolj. Jaz zaupam v vodstvo, če sem dobila idejo, jo je moč uresničiti. Če imam idejo, vem, da jo lahko spravim v življenje. Ker glejte, kdor se opira na strah in obtiči nekje, ali v službi, ali v odnosu, ali kjerkoli, ko obtičiš. In vam povem eno zgodbo. Ena gospa enkrat, družinska prijateljica, pač poznamo se leta in to je bilo ravno takrat, ko sem se ločevala. In ena od prvih, ki sem je povedala in sem rekla, pač ne gre. Je rekla, kako? To pa ne gre. V isti sapi je pa kritizirala svojega moža in to, kako jo bolijo kolena in kako ona ne more več hoditi po stopnicah in kako je čista dio. Ja, strah pred premikom naprej je vedno povezan s kolki, s koleni, z gležnji, z nogami, s hrbtenico, s križem in dejansko, ko nas je strah, zaribamo. No in zdaj tukaj en tak nasvet za vse tiste, ki imate težave s spodnjim delom telesa. V spodnji del telesa, v bistvu prva, druga čakra, se locira strah. A ne, da ne narediš te ustvarjalne ideje, ki jo mogoče imaš. Kaj morate narediti? Dajte si poiskati, kupiti brinje in brinje sežgete nad ogljem, na oglju, da začne dim iti iz tega. In ta dim ujamete in ga ovijete okrog dela, kjer vas boli. In dobesedno sčisti na fizičnem nivoju, se pravi vpliva brinje tudi že na eterični nivo vašega telesa, tudi na avrični del vašega telesa in dobesedno sčisti te informacije strahu iz vašega telesa. Zato, ker brinje v teh starih spisih tudi piše, da brinjeve vejice zakurš in pokadiš prostor v primeru, če imate v hiši bolnika. Naprej piše v teh starih spisih, da če pa nekdo bolan, pa lahko brinove jagode grizeš in razkužiš ustno votlino, da se ne okužiš. Naslednja stvar pa, brinje, če imaš pa težave z želodcem, ga pa pogrizeš, poješ in dejansko vpliva na to, da ti, zdaj te besede ne smemo uporabljati, ampak v glavnem zaceli želodčno sluznico in vpliva na to, da se vse sluznice v vašem telesu obnovijo. No, ta nasvet glede brinja imate v knjigi Ko ima življenje žur, kako v bistvu te brinjeve jagode pogrizete. Vam bom najdla točno stran, kje to dobite, kako s temi brinjevicami si pomagate do zdravja. To je na strani 143, lejte, to so pa brinove jagode. Tako da v glavnem, takrat, ko je za premik naprej, ko je treba začeti, se pravi vsak premik, če zdaj povzamem, začne se tukaj, da jaz začnem v sebi razmišljati drugače, druge misli, druge vibracije, začnem ljubeče najprej sprejemati sebe, svoje občutke, svoja čustva. Druga stvar, da pridem do zaključka, da ne da spreminjam druge ljudi, ampak vsak dela tisto, kar največ zmore. In naslednja stvar, da dovolim sebi svobodo, se pravi iz te gosenice, da se spravim ven in poletim, se spremenim v metulja in da dovolim, da me vodijo nebesne sile, ker vodstvo imamo vsi. Vsi imamo angelna varuha, vsi imamo vodnike,
samo dovolj moramo, da se vse umirimo, da jih lahko slišimo in verjemite mi, vsak izmed nas je popolnoma varen, zaščiten in ja, čudeži se dogajajo, zato veselo ponavljajte misel, čudežne rešitve prihajajo v moje življenje ali pa tako, kot si jaz ponavljam zdaj že nekaj časa, denar priteka k meni na utečene in na čudežne načine. In vam povem, tako sem srečna, ker prihajajo neke ideje, neki klici, kaj bomo še naredili in ne bom izdala vsega, kaj bomo še naredili, ampak vam povem, toliko sem zadovoljna, da enostavno prihajajo ideje na čudežne načine. In začnite isto afirmacijo vi uporabljati in boste videli, tudi v vašem življenju se bojo začeli dogajati čudeži.